Živijo, sva Brane in Anže iz benda Bombshell in vi poslušate Radioaktivno. Po kar nekaj časa v naši družbi Bombshell, Petra na drugi strani, zdravo. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Prlek in tebi, Boštjan. Živijo. Kje ste bili toliko časa? Ja, skregali smo se, narazen smo šli, ne hetam se. Delali smo in sicer na novem albumu, našem drugem albumu, ki bo uzrl luč Slovenije, seveda še letos, držimo pesti do septembra. Tako da mi smo skozi pridni, no. Si še nismo vzeli tako daljšega dopusta. Ista kadrovska zasedba ali kaj sprememb? V bistvu smo pridobili v zadnjem letu in pol novega člana imamo, kitarista Tadeja, ki je prinesel seveda nov zanos, novo širino in komaj čakam, da ga vidite, kako izgleda z nami na koncertnih odrih, če nam paše zraven. Napovedujete pa tudi novi zvok, kakšnega? Ja, jaz vedno težko določam ta naš žanr, ne. Mi smo v tem pop-rock mehurčku, ampak se prav vidi, da je vsak izmed nas iz nekega drugega žanra. Kitarist je bolj rockerski, potem jaz imam tak bolj blues glas, in v bistvu smo neka mešanica, pop rock s pridihom bluza, funka, mogoče tudi kakšna elektronska glasba pride noter, tako da znamo presenetiti. Težko pa se opredelim, kaj smo tako eno, da rečem iz prve. Je to slišati tudi v novi skladbi naslovljeni Škoda? Ja, sigurno. To je trenutno najbolj naša, jaz temu kar pravim, najbolj drzna skladba, kar se tiče zvoka, tako da že komi čakam, da bojo poslušalci slišali, pa si sami ustvarjali mnenje. In o kakšni škodi govorite? V bistvu škoda govori o tem, da kakšne življenjske zgodbe, situacije se ne končajo tako, kot smo si mi zamislili, in tisti trenutek nam je to škoda, Čez nekaj časa pol vidimo, zato je bilo to, Tako da ta dotična pesem pa govori točno v neki ljubezenski zgodbi, ki se ni šla tako, kot bi se morala, srečnim koncem. Torej nič o štirikolesniku in tistem rezervnem kolesu, če ga slučajno še ima. Ne, nič. Če nas bojo pa dali v kakšno reklamo, se pa priporočam. Ste pa pesmi dodali tudi videospot? Ja, tako je. Videospot smo snemali v Mariboru. Spot je tudi tak mističen, v njem nastopajo še moji 4 lepotci, se pravi moji sobendaši in jaz, tako da v bistvu je tak zelo zanimiv videospot. Vmes so neki detajli, ki se jih morate res pogledati, kaj vas bojo mogoče malo šokirali, ampak vsega pa ne smem pol povedati, kaj pol ni zanimiv. Tako da lahko poslušalci zavijajo na YouTube in si video tudi ogledajo? Seveda, na YouTube, Facebook, Instagram, tam vas vse čaka. Petra, drugače pa dobro, da imate Anžeta. Dobro, da imamo Anžeta, ja. On je pa tak jutranji tip človeka, tako da on nas zjutraj, ko imamo ta snemanja, večina nas je tako iz okolice Ljubljane in ko je treba štartati ob 4 zjutraj, je nam to ostalim v bendu zelo težko, njemu je pa to rutina, vsako jutro tako zgodaj zjutraj vstane, tako da nas on je tisti, ki nas pričaka z zajtrki, kavicami, ker smo mi še na pol spimo, on pa že po kavice, vse zgodaj zjutraj. Ampak itak ne moreš biti jezen nanga, če ti hrano pripravi. Bova pa sedaj brez hrane šla tudi v eter skladbo Škoda. Torej, Petra, bova naredila kaj škode? Ja, jaz upam, da škoda samo v pozitivnem smislu. Da bodo ušesa trpela, ko jo bodo tokrat poslušali poslušalci. Počela vse bi naredila, da te ne bi izgubila, a ti si se bal me objet, brez ljubezni si vajen živet. Lahko bi poletela, lahko bi res imela vse. Napisana
svojem koncu, z mislimi beživa stran. Veva, da oba najraje bi odšla drugam. Lažev se utapljava brez rešilnega jopiča. Lahko bi poletela, lahko bi res imela